Komu najpred veselo zdravljico bratje čmo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Da bo vsak, prost bo vsak, ne vrag le sosed omejak, da rojak, prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed omejak. Bo še enkrat začeli, se pravičujem. Komu daj svet veselo zdravljico, bratje, čmo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag le sosed omejak, da rojak, prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed omejak.
za njeno čast in slavo, govorim za njeno čast in slavo. A čutim to povem, slavinec sem. A čutim to povem, slavinec sem. Slovenec sem, poziveni do groba, ne moja se zvestoba, ne moja se zvestoba. Da se kdaj reči smem, slovenec sem, da se kdaj reči smem, slovenec sem, da se kdaj reči smem, slovenec sem, da se kdaj reči smem, slovenec sem. Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, spoštovani gostje, prav lepo pozdravljeni na Slovesni akademiji ob odkritju spominskega obeležja v počastitev 30-letnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze kot prve demokratične politične stranke v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Slovensko himno nam je zapel priznani bas-baritonist Marko Fink, himno Slovenske ljudske stranke Slovenec sem pa biološki oktet, ki je v tej dvorani zapel zbranim tudi pred 30 leti. Gospodu Finku in biološkemu oktetu se za nastop najlepše zahvaljujemo in jim namenjamo močan aplavz. V naši sredi pa danes prav lepo pozdravljam soustanovitelja in prvega predsednika Slovenske kmečke zveze ter enega najpomembnejših nosilcev demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, gospoda Ivana Omana. Prisrčen pozdrav velikemu slovenskemu domoljubu, tržaškemu pisatelju, gospodu Borisu Pahorju. Prijazen pozdrav soustanovitelju Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine, predsedniku Slovenske ljudske stranke, gospodu Marjanu Podobniku. Lep pozdrav soustanoviteljici Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine in eni najzaslužnejših za takratno odlično organiziranost obeh zvez, dr. Marija Markeš. Iskreno pozdravljam svojce že pokojnih soustanoviteljev Slovenske kmečke zveze in se jim ob tej priložnosti tudi zahvaljujemo za vso njihovo pomoč v času ustanavljanja in začetnih letih razvoja Slovenske ljudske stranke. Lep pozdrav gospodu Mateju Toninu, predsedniku Nove Slovenije. Prisrčen pozdrav
pozdrav ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospodu Zdravku Počivalšku. Prijazen pozdrav predsedniku največje slovenske zasebne visokošolske ustanove Alma Mater Europeja in predsedniku Partnerstva za prihodnost, profesor dr. Ludvik Toplak. Pozdrav tudi uspešnemu evropskemu poslancu Slovenske ljudske stranke, gospodu Francu Bogoviču. Prisrčen pozdrav dolgoletnemu poslancu in županu Maribora, predsedniku Nove ljudske stranke, gospodu Francu Hanglerju. Pozdrav predsedniku stranke Glas za otroke in družine, gospodu Alešu Primcu. Lepo pozdravljeni vsi ustanovni člani Slovenske kmečke zveze in udeleženci zborovanja v Unionski dvorani pred 30 leti. Pozdrav tudi vsem novoizvoljenim županjam in županom ter občinskim svetnicam in svetnikom Slovenske ljudske stranke. Prav lep pozdrav tudi vsem članom vodstva Slovenske ljudske stranke na državni in lokalni ravni ter vsem, ki ste svojo množično udeležbo obogatili današnjo slovesnost. 12. maja 1988 se je v tej dvorani odvijal eden najpomembnejših dogodkov iz časov osamosvajanja in demokratizacije naše domovine. Ustanovljena je bila Slovenska kmečka zveza, ki se je v naslednjih letih preimenovala najprej v Slovensko kmečko zvezo Ljudsko stranko in nato v Slovensko ljudsko stranko. Zadaj v dvorani je v organizaciji Inštituta dr. Antona Korošca razstava o zgodovini Slovenske ljudske stranke od leta 1892 do današnjih dni. Vabljeni ste, da se po prireditvi malo zadržite tudi pri razstavi. Nekaj utrinkov z dogajanja pred 30 leti in nekaj vzdušja iz takratnih in kasnejših časov pa bomo sedaj podoživeli v krajšem filmu. Razglasi za ustanovni zbor Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine. Slovinecem, slovinecem, tako je mati djala, kome jedite pestovala, kome jedite pestovala. Več kot 1000 državljanov Slovenije, kmetic, kmetov in prijateljev kmečkega stanu, ki smo se zbrali na javni kmečki tribuni v Ljubljani 12. maja 1988, celote podpiramo ustanovitev obeh kmečkih stanovsko-političnih organizacij, Zveza slovenske kmečke mladine in Slovenske kmečke zveze. Javno tribuno razglašamo za prvi občni zbor obeh zvez in obema iniciativnima odboroma dajemo pooblastila upravnih odborov. Slovinecem, od zibeli do groba, nega ne moja se zvestoba, nega ne moja se zvestoba. Mi gremo na volitve zato,
da napravimo konec političnemu in gospodarskemu eksperimentiranju, ki je pripravil našo družbo in naše gospodarstvo na rob propada. Zemlja, kot vemo, kmetje ne čaka. Oblast, ki nima ušes, da bi slišala, tudi glave, da bi vladala nima. Zato pozivam predstavnike oblasti, da prisluhnejo in si povedano zapomnijo oziroma zapišejo, ker dosedanja praksa kaže na njihov izrazito slab spomin. Kmetje kot subjekti v družbi so razbiti, neorganizirani, njihov glas je nepovezan, ne slišijo se in zaradi tega bi ta organizacija nekako povezala slovenske kmete, najprej pa seveda slovensko kmečko mladino. Jaz mislim, da so odmevi ljudi, kmetov, kmečke mladine, ki je bila doslej že obveščena o tej ustanovitvi te organizacije kmetov in kmečke mladine zelo ugodni. Želijo si, da bi dejansko ta program, ki smo si ga zastavili, tudi tako speljali, ker to bi bila res neka povsem nova organiziranost slovenskih kmetov. Mladini ne bi smelo biti in tudi, mislim, da je tudi njim vseeno, kako bo kmetijska politika zastavljena za naprej. Kmetje, zbrani na današnjem shodu, ne zaupamo več zvezni vladi. Z nami so danes tudi prifarski muzikanti, ki letos prav tako praznujejo 30 let uspešnega delovanja. Svojo značilno, prepoznavno glasbo že 30 let razveseljujejo množice hvaležnih poslušalcev in verjamem, da bo tako tudi danes. Najprej nam bodo zapeli eno od njihovih najbolj znanih pesmi Tako je prav oziroma Mlinarca. Prifarski muzikanti, izvolite. Ki
hvala prifarskim muzikantom. Današnjo slovesnost je na deloven dan in marsikdo, ki bi se nam sicer z veseljem pridružil, je verjetno zadržan zaradi vnaprej dogovorjenih službenih ali drugih obveznosti. Zato pa smo še toliko bolj veseli tako množične današnje udeležbe. Nekateri pa se nam bodo s pozdravnimi besedami obrnili na vse zbrane preko videoposnetka. Pozdravil nas bo predsednik Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki Rok Sedminek, ki danes sodeluje na pomembnem dogodku v Bruslju. Lep pozdrav v svojem osebnem imenu in v imenu vodstva Slovenske kmečke zveze. Dovolite mi, da se opravičim svoje odsotnosti zaradi nujnosti sestankov, ker jih imam v Bruslju. Ponosen sem, da prihajam iz Žalca, kjer so 29. februarja skupina članov Biotehnične fakultete ustvarjali temelje slovenske demokratizacije. Ponosen sem, da sem spoznal vseh 10 članov, ki so bili ključni v Savinjski dolini za postopek demokratizacije. Dovolite mi, da se zahvalim slehernim članom Slovenske kmečke zveze, ki si je vzel čas in pa predvsem, ki je izrazil pogum in hkrati željo po samostojni državi. Zahvalil bi se tudi gospodu Ivanu Omanu in gospodu Francu Zagožnu, ki sta odigrala ključne vloge v tem času. Veseli me, da smo se danes tu zbrali vsi tisti, ki nam je mar za slovensko državo, za slovensko družino, za slovenskega kmeta. Vsi tisti, ki cenimo vrednote slovenskih državljanov in vsi tisti, ki postavljamo slovenskega državljana na prvo mesto, hkrati pa spoštujemo slovensko državo. Danes smo začeli postopek priznanja prve demokratične stranke. Zato nadaljujemo po tej poti in skupaj ustvarimo boljšo Slovenijo in boljše pogoje za slovenske državljane. Na koncu želim vam prijetno prireditev in pa se vidimo v prihodnosti na podobnih skupih in pa predvsem na obeležjih Slovenske kmečke zveze in pa prvega dogodka, ki je pripeljal na pot demokratične, suverene Republike Slovenije. Lep večer vam želim. Zelo veseli pa bomo pozdravnik besed Manfreda Webra, ki je kandidat Evropske ljudske stranke za novega predsednika Evropske komisije, torej za naslednika gospoda Junckerja. Dear President Podobnik, dear Mr. Oman, dear members of the Slovenian People's Party, dear friends. To begin with, I would like to congratulate you all on the excellent local election results. Voters gave you their trust, and the Slovenian People's Party remains the strongest party at the local level in Slovenia with the largest number of mayors. I am also very pleased to congratulate for your unveiling of the memorial plaque for establishment of the Slovene Peasant Union 30 years ago. It was the first democratic political party in Slovenia after World War II. With your movement of Slovenian farmers, you significantly influenced the democratization of your country and your future in Europe. My dear friends, you made your voice heard in the late 80s and you contributed greatly to a democratic Slovenia and to a democratic Europe. I strongly believe that your voice will be heard in the future as well. My Europe is not a Europe of big and small countries, or East and West. We are all Europeans. We need to listen carefully to our citizens and give concrete answers to their concerns and challenges. This is our task and duty ahead for the European elections next year. Together we need to open a new chapter, one of hope, optimism and solidarity for our common democratic Europe. I wish you a good evening and a successful political work for the next 30 years. V posebno veselje nam je tudi pozdrav predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja,
ki je že doslej s pozornostjo spremljal dejavnost ustanoviteljev Slovenske kmečke zveze in je kot prvi slovenski predsednik spoštljivo obeležil obletnico ustanovitve Demosa, ki je svojo vlado vodil osamosvojitev Slovenije. Dober večer. Kot predsednik republike sem in moram biti seveda strankarsko nevtralen. Ko bi šlo nocoj samo za običajno obeležitev kakšnega strankarskega dogodka, se ne bi oglasil. Toda obeležitev 30. obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze, kasneje in danes Slovenske ljudske stranke, je veliko več kot jubilej stranke same. Zaradi pomembnosti in prelomnosti takratnega dogodka je to v bistvu jubilej, ki ga lahko ponosno slavi ves slovenski narod in cela država. Iz Grčije, sibelke demokracije, pošiljam najbolj prisrčne pozdrave in čestitke vsem v Unionski dvorani pred 30 leti zibelki slovenskega strankarskega življenja. Posebej prisrčno pozdravljam Borisa Pahorja, starosto slovenske premočrtne domoljubnosti in Ivana Omana, tega čudovitega človeka, ki je znal takrat in zna še danes s preprostimi besedami navdihovati za naše najbolj plemenite narode. Vsem pa voščim imeniten slovesen večer gospodu Omanu, pa tudi kakšno lastno. Srečno. Kot že rečeno, je z nami danes kot gost tudi gospod Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, ki je programsko najbolj sorodna Slovenski ljudski stranki. Vabim ga, da nam nameni nekaj pozdravnih misli. Gospod Tonin, izvolite. Dragi prijatelji, dober večer. Lepo vas je videti. To, da sem danes z vami, si štejem v posebno čast. In to kaže tudi na zelo tesno in dobro sodelovanje med Novo Slovenijo, krščanskimi demokrati in Slovensko ljudsko stranko. Dober obet za prihodnost. Danes smo se zbrali v tej fantastični dvorani, ki je temelj slovenske zgodovine. Prav v tej dvorani se je na nek način začel konkretizirati proces slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Moja generacija je iskreno hvaležna vsem tistim, ki ste danes tukaj zbrani, ker danes moja generacija žanje sadove vašega dela. Spoštovani gospod Oman, gospod Boris Pahor, gospod Marjan Podobnik in vsi ostali, ki ste ustvarjali slovensko zgodovino in pripomogli k temu, da danes vendarle živimo v boljši državi, kot bi sicer, iskrena hvala. Moje zelo pomembno sporočilo danes je, da nič ni nemogoče. Nič ni nemogoče. Leta 1988, ko ste v tej dvorani zasedali, malo kdo od vas je verjel, da je samostojna in neodvisna Slovenija mogoča. Pa se je zgodila. Če vam dam nekoliko svež primer iz moje zgodovine, tudi za pogum vam. Leta 2008, ko sem začel svojo politično kariero in prvič kandidiral za poslanca, seveda sem bil izjemno razočaran, ker je bilo to tragično obdobje za mojo stranko, ko smo izpadli iz parlamenta. In če bi mi kdo rekel 10 let nazaj, da bo leta 2018 Nova Slovenija v Kamniku imela predsednika državnega zbora in župana, bi se čudil. Ampak zgodilo se je. Zgodilo se je, ker smo verjeli in ker smo se, na primer v Kamniku, tako kot velja za celo Slovenijo, sami borili proti vsem. Ampak če verjameš vase, če verjameš v ljudi, potem uspeh pride. In moje zadnje sporočilo, kako naprej, kako naj ponovno prileti lastovka v to Slovenijo. Zmagali bomo, ko bomo znova vir upanja, ko je Ivan Oman izrekel tiste slavne besede,
na volitve gremo zato, da zmagamo, je nam Slovencem, vsem nam dal upanje, da je nekaj drugače mogoče. In mi smo tisti, ki smo skupaj dolžni prinesti v ta prostor novo upanje. In novo upanje bomo prinesli v prostor, če bomo zelo jasno ljudem povedali, da mora v tej državi veljati pravila za vse enako. Drugič, da mora biti v tej državi pomembno, kaj znaš in ne koga poznaš. In tretjič, Slovenija mora še naprej temeljiti na naših vrednotah, na katerih je zrasla. In če bomo to ljudem zelo jasno povedali, potem bomo samozavestno in brez kančka dvoma lahko rekli, mi gremo na volitve zato, da zmagamo. Sedaj pa, k osrednjemu nagovoru današnje slovesnosti, vabim prvega predsednika Slovenske kmečke zveze, gospoda Ivana Omana. Bog daj dober večer. Tu, v tej dvorani, je bil storjen prvi korak v novo ero slovenske zgodovine. Sedaj pa, dragi prijatelji, spoštovane dame in gospodje, vas prosim za nekaj potrpežljivosti, ker bi rad z vami delil svoje razmišljanje o nekaterih dejstvih, ki so bila relevantna v tistem prelomnem obdobju pred 30 leti. Slovenski demokrati, še posebej slovenski kmetje, smo lahko ponosni, se s ponosom spominjamo tistega 12. maja 1988 v tem prostoru v Ljubljanskem unionu. Zgodil se je namreč kmečki punt za staro pravdo. Tako kot pred davnimi stoletji, v času fevdalizma, ko se je kmečki stan upiral vzponam in krivicam fevdalizma, tako tudi tokrat, ko se je uprl neofeudalizmu, kot je tako imenovani socializem imenoval prvi dizident v partiji Milovan Džilas. V vsej vzhodni polovici Evrope pod rdečo zvezdo je obstajala Poljska solidarnost in Slovenska kmečka zveza. Kmečki stan se je takrat še dobro spominjal
kalvarije iz prvega desetletja po vojni v tako imenovani svobodi, ki je bila pa v resnici le nova okupacija, brezpravje in tiranija. Res pa je treba pošteno priznati, da je bilo koncem 80-ih let že vsaj toliko svobode, da je bila naša akcija sploh možna. Šele takrat je lahko priletela prva lastovka slovenske pomladi. Kmečki stan je bil tokrat avantgarda. Sprožil je plaz, ki ga ne bilo mogoče ustaviti. Naj spomnim na misel, ki jo je izrekel dr. Bučar v svojem nastopnem govoru kot predsednik slovenskega parlamenta spomladi leta 1990, ko je dejal, da je bila komunistična revolucija največja katastrofa v zgodovini slovenskega naroda. Mogoče se danes zdi, da je to pretiravanje, ker se pač pozablja, kaj se je v imenu te revolucije in na kakšen način se je to dogajalo, in pa še posebej, ker se premalo zavedamo, kakšne so posledice, ki se vlečejo v naš čas. Potem se je pa pričelo svetliti. V Evropi, v Rusiji, v tako imenovani prvi deželi socializma je prišlo do glasnosti in perestrojke. In s tem se je več ali manj v vsej Evropi na čelu z Rusijo zrušil tako imenovani socializem, ker je bil pač to nenaraven sistem, utopičen in se je sesul sam vase. To pripovedujem zato, da bi vsaj po padcu berlinskega zidu se zavedali, da so umetni sistemi možni samo v diktaturi. To pripovedujem zato, ker si pri nas nekateri ponovno delajo utvare o nekem demokratičnem socializmu. Pri nas se je stvar počasi že takrat nekoliko demokratizirala. Pod pritiskom opozicije, ki se je takrat že dokaj močno formirala, v letu 1989, leto za nami, leto za Kmečko zvezo, in ob realističnem razmisleku vrha partije je prišlo do ustavnih amandmajev. Do takrat je bila opozicija skupaj s Kmečko zvezo samo tolerirana, ustavni amandmaji so jo legalizirali. In kar je važno, moram posebej poudariti, da je komunistična partija kot vladajoča stranka s tem, da je z ustavnimi amandmaji pristala na politični pluralizem, na pluralizem lastnine, na tržno gospodarstvo, kar je popolno nasprotje od ciljev revolucije, da je s tem priznala, da je bila revolucija zgrešeno početje. Komunistična partija
se je celo odpovedala imenu, komunističnemu imenu in se opredelila za socialdemokracijo, za socialdemokrate in pri tem so pozabili, da so še pred nekaj desetletji očitali socialdemokratom, da so izdali interese proletariata, ker so se odpovedali revoluciji in se opredelili za politično delovanje v parlamentarnem načinu. Mogoče naj spomnim še na to. Ker nekateri žalujejo za egiptovskimi lonci mesa. Po Jančarju. Ali pa da očitajo, kot da trdimo, da v socializmu ni bilo nekakršnega napredka, da ni bilo nič storjenega. Seveda je bilo storjeno in tudi napredek je bil in to tolikšen napredek, da leta 90 s tistim letom 40 ni mogoče primerjati. Ampak dohodek našega delavca ob koncu 80-ih let je bil 1/4 tistega pri naših sosedih. Zato so naši ljudje v tisočih odhajali iz socializma v kapitalizem, obratno ni bilo nikogar. Sedaj pa moram spomniti, na eno pomembno posledico tistega koraka, ki je bil storjen tu in ki bi brez tistega koraka tega, o čemer bom sedaj govoril, ne bilo. Epohalni dohodek v slovenski zgodovini, osamosvojitev, ustanovitev lastne suverene države. In kar se mi zdi posebej pomembno poudariti, čudežna enotnost slovenskega naroda ob tolikšni razdvojenosti sicer na plebiscitu. In prav takšna enotnost ob realizaciji plebiscitne odločitve. In čudežna zmaga v boju Davida z Goljatom v osamosvojitveni vojni. Takrat sem dejal, Bog nas je izpeljal iz Egipta skozi Rdeče morje. Spomnimo se, v času socialistične Jugoslavije so zahodni mediji pisali o Sloveniji kot o jugoslovanski Švici. Tudi sami smo razmišljali enako. Tako, ko smo se odločali na plebiscitu. Ampak sedaj se sprašujemo, kje je naša slovenska Švica. Ali se nam res kolca po egiptovskih loncih mesa, kot je zapisal pisatelj Jančar. Ugotavljajmo, da svoje države nismo vzeli dovolj zares, kot svoje z modrostjo in odgovornostjo za lastno sedanjost in prihodnost. Moramo si zastaviti nekaj vprašanj, zakaj je bilo takoj potem, ko so utihnile puške osamosvojitvene vojne, potrebno rušiti Demos. Zakaj potem, ko je prišla mednarodno priznanje Slovenije, zakaj je potem moral takoj Demos, zakaj je bilo treba takoj zrušiti in odstraniti.
Ali je res samo zato, da se je lastninjenje, privatizacija zgodila tako, da se je vse sprevrglo v tajkunstvo in izkoriščevalski kapitalizem? Opozarjam, da je bil v Demosovem programu eko-socialno tržno gospodarstvo. Zato na račun Demosa ni mogoče naslavljati očitkov o neoliberalizmu. Liberalizem je namreč liberalizem s predpono neo ali brez. Ampak, kljub vsemu, še vedno trdim, da potrebujemo liberalno državo. Liberalno, ne birokratsko. Takšno, ki bo prijazna podjetništvu in kmečkemu kmetijstvu. Brez učinkovitega podjetništva ni socialne države. Zato pa potrebujemo državo z veliko svobode in resnične svobode. Ne pa tako, kot se že dogaja, da se bomo morali boriti celo za svobodo govora. Ali se spomnite tistega zloglasnega 33. člena o verbalnem deliktu? Ali se naj vrnemo v tiste čase? Vendar, kot sem rekel, zagovarjam liberalno državo, hkrati zagovarjam konservativno politiko z odločnim upoštevanjem subsidiarnosti, ker samo na ta način je mogoče priti do takšne Slovenije, za kakršno smo se odločali na plebiscitu in smo pričakovali, da jo bomo imeli. Še se mi zastavljajo nekatera vprašanja, na primer o naši šoli. Spomnim se, kako je svoj čas pela slavo socialistični revoluciji in hotela vzgajati mladi rod v tako imenovanem socialističnem patriotizmu. Za slovenski patriotizem ji ni mar. Da bi mladina, da bi šolari kaj zvedeli v zadnjih desetletjih o osamosvojitvi, za to kar ni časa. Da bi pa pripravili za državne praznike proslav, kot je bilo svoj čas nekaj povsem normalnega, o tem ni govora. Kaj naj si mislim, če se vlada, ki se ne spopada s korupcijo, hoče pa varčevati pri otroških dodatkih in drugih družinskih prejemkih? Spomnim se na to, da je dr. Bučar leta 90 oznanil konec državljanske vojne. Pa je bilo res konec? Se sprašujem, le kdaj bo prišlo do normalnega sobivanja levega in desnega političnega pola, brez sovraštva, da bodo različne opcije med seboj konkurenti, tekmovalci, recimo politični nasprotniki, nikakor pa ne sovražniki. Šele ko bo možno normalno sodelovanje
normalno demokratičnih levih, normalno demokratično desnih strank, o interesu skupnosti, o interesu države, takrat bomo prava demokracija. To je v Evropi nekaj povsem normalnega. Tisti datum tam gori omenja oziroma pomeni tiste čase z Janezom evangelistom Krekom. Z vsem tem delovanjem v interesu delavskega in kmečkega stanu. V tistem času je nastalo zadružništvo in v programu Kmečke zveze, ki smo ustanovili 12. maja 1988, so bile pomembne postavke za kmečko kmetijstvo, torej družinske kmetije, in reformo zadružništva. Reforma zadružništva še čaka. Čaka na uresničitev. Mi se zavzemamo za kmečko kmetijstvo, za družinske kmetije. Ministrica, kmetijska ministrica sedanje vlade je pa že namigovala na neko obliko kolektivizma. Zamislimo se nad tem. Dejal sem, da je prva lastovka slovenske pomladi priletela 12. maja. Naj spet prileti in upajmo, da bo spet priletela. Da nas spomin na 12. maj, na dan kmečkega punta, na dan upora, resničnega upora za svobodo, za resnično svobodo, in imamo upanje, da je upanje. Lepo je in koristno je, da stranke slovenske pomladi gradijo med sabo vendar neko novo zaupanje, in lahko smo veseli, da se stranke ljudske in krščansko-demokratske usmeritve, da stopajo vse bolj z ramo ob rami. To bo privabilo novo lastovko slovenske pomladi. Sicer pa dragi prijatelji, Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Živeli. Najlepša hvala gospodu Ivanu Omanu. Sedaj nam bodo zopet zapeli prifarski muzikanti. Še ena od njihovih dobro poznanih Nona mi je rekla. Izvolite.
Vetru svojih let zajadram med spomine, med valove in čeri, na morju moj san. Ko zavrti se svet, smiri žame med tišine, vse tisto, kar boli, je kot kristal soli, s prelepim potovan. Že Nora mi je rekla, tako kot je prav, bolj mirno bo živel, če križe bo sprejel in jih nositi zna. Še slišim jo popravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Še vedno bljusne val, razburkano je volje, jaz pa burjo spremenim, prijeten majstral. Naj ne pride neurje, pesni naj vihar, zdaj sem izkušen mornar, že Nora mi je rekla, tako kot je prav. Bolj mirno bo živel, če križe bo sprejel in jih nositi zna. Še slišim jo popravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Že Nora mi je rekla, tako kot je prav. Bolj mirno bo živel, če križe bo sprejel in jih nositi zna. Še slišim jo popravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Današnja slovesnost pa je tudi priložnost, da se spomnimo vseh tistih, ki so bili v tej dvorani pred 30 leti ali pa so kasneje pomembno prispevali k razvoju Slovenske ljudske stranke, pa so žal že pokojni. Prav je, da se jih na današnji dan slovesno spomnimo z minuto molka.
na strme vrhi bom slišal zvoniti zagorske zvoni, pa bom slišal zvoniti zagorske zvoni, pa bom slišal zvoniti zagorske zvoni. Zagorski zvonovi prav milo pojo, le mara preljubo po gribu nesu, saj ne mara preljubo po gribu nesu, saj ne mara preljubo po gribu nesu. Kropiti pane, kropine jo bodo, le moje solzi, saj kropine jo bodo, le moje solzi, saj kropine jo bodo, le moje solzi. Zagreble jo bodo, le moje roki, krog groba sadil bom cvetlice lepi, krog groba sadil bom cvetlice lepi, krog groba sadil bom cvetlice lepi. Za nami so lokalne volitve. Slovenska ljudska stranka je s svojimi novoizvoljenimi župani in svetniki ponovno dosegla odličen rezultat, za kar jim iskreno čestitamo. Danes so med nami številni župani in županje Slovenske ljudske stranke, nekateri pa so se predvsem zaradi prvih sej občinskih svetov v novi sestavi opravičili. Prav pa je, da slišimo imena naše nove ekipe. Ko bova prebrala vsa imena, pa prisotne prosim, da ostanejo,
zato da vsem skupaj namenimo spodbuden aplavz kot popotnico za uspešno delo. Gospod magister Milan Repič, občina Benedikt. Gospod Jože Doles, občina Bloke. Gospod Franjo Debeljak, občina Bistrica ob Sotli. Gospod Franc Čebul, občina Cerklje na Gorenjskem. Gospod Franc Pukšič, občina Desternik. Gospod Franc Leskovšek, občina Dobje. Gospod Martin Brecelj, občina Dobrna. Gospod Jožef Kokot, občina Gorišnica. Gospod Cvetka Ficko, občina Grad. Gospod Ludvik Orban, občina Hodoš. Gospod Janez Cimperman, občina Ig. Gospod Alojzij Kavčič, občina Juršinci. Gospod Robert Ščap, občina Kobilje. Gospa Milenca Kranc, občina Kozje. Gospod magister Miran Stanko, občina Krško. Gospod Franc Dolšek, občina Laško. Gospod magister Janez Kramberger, občina Lenart. Gospod Franci Rokabec, občina Litija. Gospod dr. Darinka Fakin, občina Majšper. Gospod Ivan Mejlič, občina Naklo. Gospod Robert Svrdej, občina Pivka. Gospod Kroglev, občina Predpol. Gospod dr. Matic Tasič, občina Prevalje. Gospod Ludvik Novak, občina Puconci. Gospod Branko Ledinek, občina Račev Fram. Gospod magister Branko Kidrič, občina Rogaška Slatina. Gospa Polona Kambič, občina Semič. Gospod Srečko Cvet, občina Sevnica. Gospod dr. Ivan Žagar, občina Slovenska Bistrica. Gospod Blaž Miravec, občina Sodražica. Gospod Ciril Kozeb, občina Šenčur. Gospod Rajko Mesetko, občina Šmartno pri Litiji. Gospod Marko Sepribič, občina Tabor. Gospod Franc Horvat, občina Tišina. Gospod Alojz Venko, občina Trnovska vas. Gospod Slavko Betovar, občina Vežej. Gospod Slavko Vetrik, občina Vitanje. Gospod Anton Luznar, občina Železniki. Sedaj pa proti koncu današnjega slavnostnega programa vabim k mikrofonu predsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda Marjana Podobnika, da nam spregovori. Spoštovani, vsi zbrani, pravzaprav ni kaj dodati. To je Slovenska ljudska stranka. Pred 2 mesecema smo v Novem mestu izpeljali en čudovit spravno-prenovitveni kongres. Danes smo bolj enotni in verjamem, da bomo na tej osnovi postali bolj močni kot kdajkoli doslej. In zato, ker danes ni to več stranka enega človeka, s kakršnim koli že imenom, želim, da se mi tu pridružijo moji najtesnejši sodelavci. Modest Motaln je moj prvi podpredsednik, izvoljen na kongresu, mlad 29-letnik naših let, pred 30 leti v tej dvorani. In Modest Motaln Modest je naša nova generacija. Toliko, kot je med gospodom Ivanom Omanom in mano in nami, ki smo bili takrat mladi, je tudi med nami in Modestom sedaj, približno tam okoli 30 let. Modest bo prevzel aktivnosti, da bomo zapolnili ta manko mlade generacije od 16 do 30,
35 let. Šel bo, kot je rekel, če bo treba, malo po svetu, po svetovnih univerzah, po izkušnje iz politike, gospodarstva, po izkušnje, kako mlade z današnjimi problemi, današnjimi vprašanji privabiti v aktivno politično delovanje. Podpredsednica in predsednica Ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki Suzana Lara Kraus. Suzana, mnogi jo poznate, je trdno peljala tudi v težkih časih sedaj organizacijo, aktivno vodi Žensko zvezo, vodila je slovensko delegacijo na kongresu Ženske zveze pri Evropski ljudski stranki, predstavlja to žensko dimenzijo, ki jo želimo ne predvsem preko kvot, ampak preko aktivnega dela in dejanskih pooblastil, ki naj jih ženske dobijo v naši politiki, v naši družbi, jo želimo vnesti tudi v slovenski politični prostor. Torej, Suzana Lara Kraus, aktivna desna roka in prva ženska v Slovenski ljudski stranki. Franci Bogovič, uspešen evropski poslanec Slovenske ljudske stranke. Franci Bogovič ima dolgoletno kilometrino. Krško je Krško, ni katerakoli slovenska občina, uspešna, trdna, sedaj uspešen evropski poslanec, nosilec naše prihodnje evropske liste ali skupne liste, nosilec našega dela skupne liste z Novo Slovenijo, kakršnakoli že bo odločitev. Trdno verjamem, tudi prihodnji evropski poslanec, vsaj eden na listi Slovenske ljudske stranke, ni nujno, da edini, torej uspešen tudi s priznanjem Evropskega parlamenta za uspešno delo na svojem področju. Med nami je tudi profesor dr. Ludvik Toplak, predsednik Partnerstva za prihodnost. Profesor Toplak, kot je bilo že v začetku rečeno, vodja najuspešnejše zasebne znanstvene oziroma izobraževalne visokošolske ustanove v Sloveniji, Alma Mater Europaea, danes pa v prvi vrsti kot predsednik Partnerstva za prihodnost, kot verjetno temeljno obliko delovanja Slovenske ljudske stranke na poti k cilju, cilj pa je, da bomo slej ko prej zmagali. Profesor Toplak že organizira skupine ljudi iz različnih področij. Tako kot je danes, na primer, med nami dr. France Arhar, ki bo v Partnerstvu za prihodnost vodil področje financ in monetarne politike, bodo ugledni gospodarstveniki vodili to področje, ljudje na področju zdravstva, šolstva, vsak svoje področje, zunanje politike, notranje politike, zato da oblikujemo dobre rešitve, ne ekskluzivno za sebe, ampak zato, da Slovenija pride do dobrih rešitev in tako, kot je rekel prej gospod Ivan Oman, da bomo potem lahko vsi skupaj s temi rešitvami dobro delali tudi za Slovenijo. Zdaj pa še par misli, kot je bilo rečeno, ni veliko za dodati. Danes goduje Sveta Barbara. Sveta Barbara, veste, je zavetnica rudarjev, pa tudi zavetnica kmetov in številnih obrtnikov. Prav kmetje, obrtniki in podjetniki so tisti, ki s svojim delom in z delom na svoji lastnini zagotavljajo preživetje sebi, svojim družinam, družinam zaposlenih in zagotavljajo prihodnost države in naroda.
prav tem kategorijam, tem slojem in stanovom bo namenjena glavna pozornost Slovenske ljudske stranke v prihodnje. In tu dajemo eno zavezo, da bo Slovenska ljudska stranka vztrajala, da se kmetom, obrtnikom in podjetnikom omogoči, da so obdavčeni pavšalno, da se jim torej ni treba ukvarjati z nepotrebno administracijo, birokracijo, za katero niso krivi državni uradniki, pač pa tisti, ki delajo take zakone, da se mnogi obrtniki, podjetniki in kmetje več ukvarjajo s papirologijo kot svojim delom in razvojem svojih dejavnosti. Ena od stvari, ki je pomembna za to, da kot država, kot narod in kot ljudje lahko preživimo, je seveda hrana. In spoštovani kmetje in vsi drugi, ki ste tako kot takrat pred 30 leti tudi danes napolnili to dvorano, pomembno je, da se vzpostavijo pogoji, da bo lokalno pridelana hrana lahko prišla v naše javne zavode, da jo bodo naši potrošniki po sprejemljivih cenah lahko kupili, da bodo kmeti, ki jo pridelujejo, predelujejo, vedeli, da jo bodo lahko prodali in jo bodo zato tudi imeli, se bodo odločali za njo, bodo zagotavljali delovna mesta na podeželju. V primeru kakršnih koli kriz ali stisk bomo imeli zagotovljeno samooskrbo, prehransko varnost, ki je ena od temeljnih stvari, če pride do kakršnih koli nepredvidljivih zadev, vemo pa, da se svet obrača tako, da je teh veliko. In druga stvar, gozd in les, naše neprecenljivo naravno bogatstvo, naša najpomembnejša surovina. Slovenska ljudska stranka želi, da bi tako kot je doktor Pohleven to izjemno lepo v Zagorju ob Savi predstavil pred nekaj tedni, da bomo les znali uporabiti kot našo strateško surovino za gradnjo, za naše hiše, da bo ekološki sklad sofinanciral te stvari iz lesa, to, kar je pri nas doma, ker je dobro za naše gospodarstvo, za naše kmete, za okolje, za zrak in da se tudi odpadki uporabijo za energijske optimalne stvari, vendar ne na način, da onesnažujejo naše okolje, kar se žal sedaj pogosto dogaja, ampak z najmodernejšimi tehnologijami, da bomo tudi na tem področju z določeno obliko samozadostnosti izkoristili potencial te surovine, našega znanja in volje in na tistih okoljih, kjer imamo gozd in les, tam ustvarjali delovna mesta. Ne da se sedaj vozijo v te državne centre ljudje povsod iz podeželja, čeprav bi lahko tam ostali, živeli, ustvarjali svoje družine in imeli zagotovljeno dolgoročno perspektivo. In še eno temeljno sporočilo današnjega dne. Jaz sem izjemno vesel, da nam je spregovoril Ivan Oman. Mi sami vemo, kaj je pomenil za osamosvojitev in demokratizacijo Slovenije. In izjemno sem vesel, da smo skupaj dočakali ta trenutek nekega brstenja nove pomladi, pomladi, ki nikoli ni delila, ki je vedno povezovala. In izjemno sem vesel, da je med nami gospod profesor Boris Pahor. Verjetno ne veste, z gospodom Borisom Pahorjem že dolgo prijateljujeva, večkrat sem tudi pri njemu doma v Trstu, nad Trstom, in izjemno sem vesel, ko mi je ob eni priložnosti sam rekel, gospod Marjan, vrnite se vi k Kreku, k krščanskim socialcem, naredite tudi krščanske socialce. Občutek
za socialo, za socialno pravičnost, solidarnost, vzajemnost. To je v temelje utkano v zavest slovenskega človeka. In sem rekel, res, profesor, bomo to naredili. A ste pripravljeni biti častni predsednik krščanskih socialcev pri nas? Je rekel, sem pripravljen, če boste to naredili. S tem napovedujem tudi ustanovitev krščanskih socialcev kot pomembnega krila Slovenske ljudske stranke in še v eni stvari bi se obrnil na profesorja akademika Borisa Pahorja. On je simbol borbe proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. Preživel je vse te totalitarne sisteme in danes govori brez sovraštva, brez mržnje. Ampak razlaga, enkrat mi je rekel, več po Italiji kot v Sloveniji, ker me manj povabite v Slovenijo kot v Italijo, govori o tem, kakšna je nevarnost ponovnega vzpona totalitarizmov, posebno fašizma. On je tudi predstavnik tistih ljudi, ki na Primorskem spoštujejo partizanski boj. In na Štajerskem, in drugje v Sloveniji. In pomembno je, da tudi Slovenska ljudska stranka gre ponovno po tej poti, ki smo jo začrtali pred več kot 25 leti z našo prvo kongresno deklaracijo, da spoštujemo vseh, ki so se v slovenski zgodovini borili proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. In da povemo, da je prav, da vemo, da je velika večina ljudi šla v partizane zato, ker so hoteli osvoboditi Slovenijo izpod tujih okupatorjev, zato se jih ne more kar počez in vse obsojati za množične izvensodne povojne poboje. In prav tako, da povemo, da je velika večina tistih, ki so se odločili za protikomunistične formacije, za vaške straže in druge načine delovanja, ki so na tej strani prijeli za orožje, da verjamemo, da jih je velika večina naredila to izključno zato, ker so želeli zaščititi svoje očete, svoje domače, svoje domove. Ko so prihajali komunistični revolucionarji in v začetku druge svetovne vojne in kasneje, je kar noč vzela močne kmečke gospodarje, obrtnike, duhovnike. Zato ni prav, da bi te, ki so se tako odločili, kar počez obsojali za kolaboracijo in izdajstvo. Prav pa je, da na eni in drugi strani tisti, ki imajo krvave roke, da za to odgovarjajo. Ampak teh je tako majhen delež, da je prav, da naredimo to simbolno, kot bi rekel prijatelj Vest, spravo z resnico. Spravo z resnico. Resnica nas bo osvobodila. In Slovenska ljudska stranka, če kje, ima tu svoje poslanstvo. In jaz sem vesel, da nas je nagovoril naš predsednik Borut Pahor. Lahko se v čem z njim ne strinjamo, ampak treba mu je priznati, on je tu dosleden. Slovenija ne bo več imela takega dolga leta in ga še nikoli imela, takega predsednika, ki prihaja iz leve politične opcije in je glede teh vprašanj tako jasno in odločno postavil prave besede. In se mu tudi njemu ob tej priložnosti za pozdravne besede in za njegovo držo zahvaljujem. Mimogrede, gospod Boris Pahor bo tudi na razpolago, zdaj, ko gremo proti koncu, nam bo še v predverju, tako kot tudi naši folkloristi in drugi, zato da boste lahko tudi vsi v okviru ur, kot smo rekli, izpeljali svoj program, bo tudi on, verjamem, kot drugi, tako
iz današnje dvorane, kot tudi iz časov izpred 30 let v nadaljevanju spregovoril še marsikaj v predverju. Zaključil bi, ker sem rekel, da pač ni veliko povedati, pa še ogromno stvari bi lahko povedali. Torej, jaz verjamem v uspešno pot Slovenske ljudske stranke. Lejte, ta slika to kaže. Ta slika je podobna skoraj da sliki izpred 30 let. Slika optimizma, slika upanja. Lejte, takrat smo morali se upreti nekim stvarem. Ni se vedelo, ali bomo šli domov, ali nas bo med potjo domov ustavila policija in odpeljala kam drugam. Danes se zdi to drugače, toda takrat je bilo to tako. In tudi danes želimo povedati, da ko se dogajajo krivice, ko je na primer ravnatelj Merc v postopku obsojanja, postopku tožilstva in sodišča, zato ker je zaščitil dve učenki, ki sta ga dva fanta, ki sta ju spolno nadlegovala, je sedaj v postopku. To je nesprejemljivo. Zato mi sporočamo, borili se bomo za zaščito tistih, ki ščitijo naše otroke. In je prav, da čutijo, ne glede na to, a smo si tako ali drugače blizu ali bolj narazen, da bodo našo podporo imeli vsi tisti, ki se borijo za prav, za pravico, kot se je boril Franc Kangler v Mariboru in se še bori, kot se bori Joško Joras, ki je med nami in danes ostaja sam. In še mnogo jih je med vami in izven te dvorane, ki bi si zaslužili omembo, ampak jaz naj rečem ob koncu samo to, vesel sem, da smo danes tukaj, polni optimizma, dogodek je bil pa tako velik pred 30 leti, da dajemo pobudo izjemno močni svetniški skupini Slovenske ljudske stranke, ki jo vodi gospod Marjan Mavčec, da da pobudo, da se ulica, Nazorjeva ulica, preimenuje v ulico slovenske demokracije. Torej, srečno vsem, iskrene čestitke županom, županjam, svetnikom, vsem, ki ste delovali tako ali drugače na teh in vseh prejšnjih volitvah. Hvala vsem dosedanjim predsednikom Slovenske ljudske stranke. Mi smo si v Novem mestu pogledali v oči, si odpustili drug drugemu in gremo enotni naprej. Želimo, da tako gre enotno naprej tudi Slovenija. Bog živi Slovensko ljudsko stranko. Bog živi Slovenija. Hvala za spodbudne besede. Sedaj pa sledi še najslovesnejši del današnjega dogodka. Odkritje spominskega obeležja v počastitev 30-letnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze. Lepo vabim gospoda Ivana Omana, gospoda Marjana Podobnika, gospoda Modesta Motana, gospod Suzano Laro Kraus, gospoda Franca Bogoviča, predsednika mestnega odbora, gospoda Janeza Žagarja, gospod Marijo Markeš in gospod Mihajlo Logar, ustanovni članici Slovenske kmečke zveze, da stopijo do spominskega obeležja pri vhodu v Unionsko dvorano. Ostali bomo odkriti spominskega obeležja spremljali na velikem platnu, pri farski muzikantje pa nam bodo zapeli lepo prekmursko ljudsko pesem Ne ovri, ne sejaj.
S tem počasi zaključujemo uradni del, da bi pa se res v Prešernem vzdušju zaključili to prireditev, vabim folklorno skupino, da nam zapleše.
današnjemu lepemu praznovanju, se v imenu Slovenske ljudske stranke iskreno zahvaljujem in vas lepo vabim v predverje na predpražnični božično-novoletni sprejem. Obenem vam želim srečno pot domov, lep praznični december in vse dobro v letih, ki so pred nami. Pa srečno!